Razstava Od telesa do ušesa, tako je naslov razstave, je pregled mojih del v zadnjih 20 letih. Bi lahko rekla, da je bil že čas, da v tem obdobju naredim eno tako rdečo noto in potegnem vsa ključna dela, ki so zaznamovala moje ustvarjanje, in jih predstavim. Lansko leto sem se predstavila v galeriji Domžale, mogoče malo bolj obsežno. Letos sem pa naredila tukaj v Bežigrajski galeriji 1. Skromno, ampak zavzeto. Lahko rečem, da pretežni del razstave, objekti so iz keramike, iz žgane gline. Je pa vsako delo ima svojo zgodbo, ne? Ker sem že od začetka svojega ustvarjanja so me vedno pritegnile zgodbe. Tiste zgodbe v ozadju, ki jih od umetnikov skoraj nikoli ne izvemo, ne? In potem, ko sem odraščala z umetnostjo in ko sem dobila otroke, sem rekla, enkrat želim, da bojo otroci slišali te zgodbe, da bojo razumeli. In so tudi zelo, tako kot je glina, en tak primaren material, taktilen, so tudi zgodbe zelo take razumljive, mogoče primitivne, zelo enostavne. Že pri naslovu sem izbirala, sem rekla, ne bom nekaj klasike, pregled del in tako, ampak sem želela res, dobesedno gre za opus, kjer se predstavljam od telesa do ušesa ali pa od ušesa do telesa, ker preprosto so te kipi vsi, skoraj vsi so del mene, ne? Jaz sem del njih, ali sem ali je to samo glina, pa so odtisi mojih rok, mojih prstov, ali je to relief, kjer je odtis mojega ušesa, dejansko sem si ga sama odlila, ne? Niti se ne spomnim, kako je to šlo, ne? Enostavno so odtisi časa, odtisi same sebe, avtoportreti, moj profil. Tukaj bi začela mogoče pri tem objektu, tale je najstarejši 6 študentskih let, kjer sem bolj se osredotočala mogoče na svoje telo, na obliko svojega telesa. In tako kot sem rekla, da sem pri vseh objektih del kipa, sem tudi tukaj bila v tem kipu, ne? Tako, da so me povili v to žico. In ko sem bila povita, ne, spet en tak poseben občutek, kako iz tega kipa ven zlest, že to je bilo tako močno razmišljanje. No in potem nekako so me razrezali tukaj, je tudi tako poseben občutek, eno tako zaupanje se vzpostavi med kolegi in tako. In potem seveda sem ta kip nazaj sestavila, no, to je taka zanimiva zgodba, ne, kako za dosego enega svojega cilja ali pa za dosego ene svoje zgodbe na koncu kipa prideš tudi nekako malo s pogumom do konca, ne. Potem mogoče tale kip, tukaj naslov je Profil, je nastal pa tudi preko hčerke, ki se je veliko igrala z loženkami, s kugeljcami, rada izlagala. In sem imela v mislih takrat, kako bi svoj portret vključila ali pa kot umetniško delo nek abakus naredila. In sem prišla do ideje, da je vse pač možno, če imaš res fajn, močno ozadje. Vedno sem pa razmišljala o tem, da glede na to, da je atelje,
vsaj tako so nas na akademiji vedno naučila, ne, razmišljite o tem, da boste na koncu, če boste hoteli velik kip narediti, da ga boste čez vrata spravili, ne. In res sem tako razmišljala, no, da prvo to, da ga bom lahko sama nosila, da ga bom lahko sama sestavljala, da ne bom od drugih odvisna in se mi zdi, da od vseh kipov še najbolj primitivna, ne. Res je čist razstav na kose, sama ga lahko dvignem, nesem, spravim v avto in je kip postavljena, ne. Tako, ena taka mobilna varianta. Tako kot abakusa, ne, je narejen tudi iz sežgane gline, kugelce so pa nanizane, tako kot recimo pri matematikih lahko tudi premikaš ali pa spreminjaš ta obris obraza. No, jaz sem dala svoj obris, a ne. Lahko bi se pa tudi spremenil malo večji nos, malo daljša brada ali karkoli. V glavnem je premičen. No, kot mogoče zanimivost, da pri tem kipu nisem jaz, so pa tele nore ribe, ki so nastale v tistem obdobju, ko so bile nore krave. In sem kot eno kontrapozicijo sem tudi študirala, takrat sem bila veliko na morju in sem rekla, kaj pa če so tudi ribe naše, ne, nore ali pa zastropljene. In sem en tak odlitek ene ribe, škarpoča, naredila in sem jih tako deformirala v take čudne, bolane, grozljive ribice. Tale portal za nami vrata so pa nastala par let nazaj, ko smo imeli razstavo na Ljubljanskem gradu in sicer razstavo družine Demšar. Moja družina je družina glasbenikov in umetnikov, ne. Moj oče je bil kipar, moj dedek je bil slikar. Po drugi strani, v drugem kolenu so pa goslarji in glasbeniki. No in jaz tudi pomagam v goslarstvu in sem se odločila, da naredim eno tako povezavo kiparstvo, goslarstvo in me je zanimal medprostor pri teh vratih, ne, medprostor med dvema violončeloma, ki jih skupaj postavimo. No in ta oblika, ki jo tukaj vidimo, je mogoče malo spominja na tako viteško, na te viteške sulice ali nekaj, v tisto obdobje nas mogoče popelje. Je pa to ta oblika, no, ta medprostor, ki nastane med dvema inštrumentoma. Hkrati pa so pa to vrata, ki vodijo v peterokotni stolp, ki je razstavni prostor, tudi en tak posnetek sem naredila vrat in hkrati združitev z goslarstvom, no, če razumete. Velikokrat uporabljam odtise v glini kot nek spomin, ki se nikoli ne bo zabrisal. Tukaj sem uporabljala otroške roke, vsaka oblika je drugačna, je pa to samo en kalup, ne, če se razumemo. Gledam tako, da izdelek, ki ga naredim, da je vsak izdelek, pa tudi če je samo krogelca na portretu, da je unikat. Veliko mi to pomeni pri izdelkih, ne. Okoli leta 2003-2005 sem se še zelo iskala v glini in se vidi, no, da sem takrat veliko glino barvala, ne, sem dodajala. Ni bila ta primarna oranžna barva gline me ni toliko pritegnila in sem eksperimentirala. Veliko sem tudi z lesom kombinirala. Tako je nastalo tisto ledelo Spomin, ki je nekako taka kompozicija okrogla. Bi lahko rekla, kot ene naplavine na lesu in moji odtisi rok, prstov. Tako kot ena zgodba, ne, da se rešujemo iz morja na starem čolnu, ki v tem smislu, no.
združitev lesa in keramike, tako kot tudi delo rojstvo, tam, kjer sem svoje uho deformirala in ga razdelila na 9 mesecev. Sem ga prav tako uporabila z barvo skupaj z lesom. Potem imamo pa še serijo profilov, ki so nastali ob tem malo večjem delu. Tam sem pa uporabila les iz odpadkov v goslarstvu. Sem tudi malo eksperimentirala s svojim obrazom oziroma s svojim profilom, z obliko svojega profila. Recimo tudi z akvarelom, kot skico za večji kip. Delo rodbina je pa tako zanimivo. No, ta okvir sem imela jaz v svoji sobi že kot deklica, manjša deklica. In sem noter v te okvirčke shranjevala razne spominke. In to mi je bilo tako všeč, je to potem po 20 letih sem prerasla in sem rekla, bom jaz zdaj iz tega kip naredila. Namesto teh spominov sem dala spet sebe noter, del svojih dojk, in sem jih razstavila. Nekako odtise sem delala, tako da je spet vsak zase unikat in predstavlja eno tako veliko družino, rodbino na ta način. Glina sama, bi rekla, me privlači, ker da takojšen odziv tvojim reakcijam, tvojim potezam, tvojim prstom, ne glede na to, ali želiš odtisniti del sebe, ali želiš narediti enostavno formo, ali želiš prikazati neko zgodbo. Se mi zdi, da ta primaren material mi da največjo možnost, ki jo lahko uporabim za svojo pripoved, za svojo zgodbo. Je pa tako, res sem se od začetka omejevala na svoje telo, potem sem šla na svoj obraz, na svoj portret. Zdaj, v teh letih, pa iščem tudi ostale stvari, iščem predvsem te primarne forme. Sem se vmes lotila tudi osnovne oblike zvoncev in jih tudi malo z lesom spet kombinirala s staro špago. Pa ne zvonec kot glasbilo, ampak res zgolj kot forma, ali lahko samo na tleh kot razstavni eksponat, lahko visi, lahko mu prilagajam različne kompozicije. Lepo je, če jih je veliko na kupu, če ga okoli obrnem, spet nastane kot neka posoda. To me zdaj zelo zanima. Lahko pa spet nastane v obliko ženskega telesa, zelo interesantno. Mi je pa tudi všečno kombiniranje z glino, predvsem glina je naravni material. Se mi zdi, da zelo lepo paše skupaj s kakšno staro vrvjo, z lesom na splošno, z železom. Tako, zdaj se malo vračam tudi v arhaičnim formam, bi rekla, odkrivam.